Za starejšo populacijo, kot smo mi, je ravnotežje zelo pomembno. In občasno smo že mi uvedli noter delo z elastiko. Vsi niso zadovoljni. Eni pač želijo samo to rutinsko vsak dan telovadbo, ker jim je bistvo druženje. Eni, ki se pa zavedajo tega, kot vaša babi, pa rada dela te stvari, ker ve, da je to koristno in to potrebno za nas, populacijo, ki smo že tam čez 60 plus. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Torkovega pogovora. Če preden pa začnemo, bi vas jaz prosil za eno res veliko uslugo, če se lahko naročite na naš kanal. In pa lajkate, šerate in pa komentirate pod ta posnetek. Ja, najprej najlepša hvala, da ste si vzeli čas za pogovor z nama. Veseli, ko mladi fantje. Mi dva tle, v resnici, kar najbolj dan zanima, je vaša življenjska zgodba, tako nekako. Potem pa seveda, ker ste tudi nekako trenerka, moja babica, na 1000 gibih in nekako o tem sem jaz mislil, da bi se potem pogovarjali, Malo odmeva, tukaj nisem prepozen. Bože. Pa bi pa kar začeli za to našo šolo 1000 gibov. Lahko, seveda. Je znana v celi Sloveniji, je približno 6000 članov, je okrog 270 skupin po celi Sloveniji, vsak različno število članov v skupini. Mi pri nas v Koseški Bajer, pri nas je 47 članov, ki so dejansko vpisani, seveda telovadimo pa približno tam okrog 30, ker so eni bolni, eni ne marajo zime. Normalne zadeve. Ja, tako, vse, tako kot v šoli, Ja, čeprav se kdaj še šprica v šoli, Saj tudi mislim, da poznajo, po celem Sloveniji poznajo to šolo 1000 gibov. Ustanovil je Nikolaj Grišin, doktor Nikolaj Grišin, zdravnik, nevrolog, in je sicer že znanih metod gibanja, ki jih sigurno tudi vi poznate, smo jih že uporabljali mi v gimnaziji, v osnovni šoli, je on združil in jo je nekako selektivno postavil v en izbor, kjer pač razgibaš vse, od roke, glave, trupa, nog in kaj je pomembno, tudi ravnotežje. To za starejšo populacijo, kot smo mi, je ravnotežje zelo pomembno. In seveda tukaj imamo kar nekaj vaj. Vaje trajajo približno 30 do 35 minut. In občasno smo že mi uvedli noter tudi delo z elastiko. Ker so tudi na fakulteti za šport ugotovili, da mi starejši sicer imamo, te vaje so razgibanja vseh sklepov, da se razgibaš in hrbtenico in kolenčne in ramenske sklepe, ampak seveda še zmeraj nam te zavesti visijo, mišice so ohlapne in so zdaj postavili tudi, nekako so nam priporočali in delamo, Šola zdravja je tudi naredila en program, da delamo 2 do 3krat na teden tudi z elastiko. To se pravi za mišično moč. Seveda mi smo že prej začeli, vsi niso zadovoljni, absolutno, eni pač želijo samo to rutinsko vsak dan telovadbo, ker jim je bistvo druženje. Eni, ki se pa zavedajo tega, kot vaša babi, pa rada dela te stvari, ker ve, da je to koristno in to potrebno za nas, populacijo, ki smo že tam čez 60 plus, Ja. In v novembru imamo pač ravno tako neko usposabljanje, vodje skupin, kjer bomo pač se morali naučiti te vaje, nove vaje z elastiko in jih pol posredovali vsak v svojo skupino. Upam, da bojo sprejeli, čeprav bo ta vaja z elastiko, bo potem telovadba ne pol ure, ampak 1 uro skoraj, ampak nekako so se odločili, da je to pač potrebno, kar se seveda strinjam. In na osnovi tega je tudi Ministrstvo za zdravstvo dalo sredstva, da se ta sredstva porabijo za vse zaposlene v šoli zdravja. Mislim, zaposlene, to se pravi, tam je 4,5 človeka so zaposleni v društvu Šola zdravja, tam, ker morajo pač skrbeti za skoraj 6000 članov. Veliko nas je, Ja. No, in poleg telovadbe, ki imamo vsak dan, je pomembna tudi socializacija, se družimo, prihajamo v to našo gostilnico, se zabavamo,
Določeni imajo veselje, da popestrijo s kakšnimi vici, imamo čudovite pevke, med njimi tudi babica. In kaj še delamo? Enkrat na mesec imamo tudi strokovna predavanja. Ta predavanja niso kar tako, ampak so dejansko, povabimo zelo, zelo strokovne osebe. Tako da zdaj, ne vem, sicer so bolj družboslovci, pa tudi iz tehnologije, informacije so tudi predavajo. In na primer zdaj nazadnje, če poznate, tudi dvojni doktor Rizman, tako kot je vaša babi, dvojna doktorica, je predaval v svetovni situaciji, trenutno svetovni situaciji. Pol iz FDV-ja doktor Marca Jogan je pač Cerkev po drugi svetovni vojni. Potem imamo v možganih, to je Marko Kreft iz moje fakultete. Potem v farmaciji je Samo Kreft, pač v zdravilnih rastlinah in na antioksidantih. V glavnem tudi Dan podjetja tam popestri, verjetno ga poznate, ne? Dan podjetja, jaz sem že slišal za njega. Antropolog, saj, on je tisti, ki je zdaj skrbel za zakon, da se v osnovni šoli ne uporablja mobitel, oziroma to je. Koristno, v bistvu, ne. Ja, nekako je, nekako ni. Ja, saj. Na televiziji ga skozi vidite lahko. In tako nekako smo se vživeli v to našo skupino in smo zadovoljni. Seveda vsi ne morejo biti zadovoljni, vsem ne more biti vse všeč, to je jasno. Eni imajo pač druge želje, pomisleke, da mogoče je pa elastika pretežka za njih, da si bojo kaj poškodovali ali karkoli, ne. Čeprav dela vsak po svoji zmožnosti. Ampak nekako upam, da bo večina sprejela. Je pa tako, vse to je sprejeto na nek demokratičen način. Prostovoljno, ne. Ja. Vprašamo, a ste za to ali niste za to. No, in od 47 članov ali pa 30, ker sem poslala vprašalnik, so bili večinoma, samo 5 je bilo proti, ne, na primer. Ostalo pa je pol absolutno, rečeš, ja, gremo na elastiko, ne moreš se ozirati na tistih, ki so pač proti. Pač se morajo oni prilagoditi večini, ne. Tako da, ravno tako so imeli težave, ker smo šli vsak dan je bilo ob 7:30, pol smo pa, eni so predlagali, da bi po zimskem času ob 8, pa smo rekli, okej, pa gremo ob 8, ampak je tu težava. Enim ne odgovarja, enim odgovarja in spet moraš Mislim, da je povsod to tako, ne, da Tako. sploh glede časa. Ja, to pač moraš demokratično nekako te zadeve. Se tako sliši celo Bržič pa. izvoliti. No, tako da nekako moram reči, da naša skupina je kar dosti homogena, je kar zahtevna, se pozna, da je malo drugačna populacija, kot je mogoče v drugih skupinah. Pri nas je večinoma, lahko rečem, 70% kar dosti visoko izobraženih, ne. Ostalo je srednja šola, mogoče, ne vem, če kjer, tako da ne bi imel kakršnekoli izobrazbe, in to se pozna. To se pravi, niso zadovoljni samo z vici, pač s humorjem, zabavo, ampak tudi želijo mogoče kaj več, ne. Kaj pa glede razmerja ženske, fantje? Ja, tule smo pa kar ubogi. Imamo 4 člane, ostalo je povsem ženske populacije. Ampak to nismo mi edina skupina, to je vse povsod. Ker moški zjutraj rečejo kavico, pijejo časopis, berejo, grejo mogoče v gostilno malo poklepetati s prijatelji, ženske pa malo skrbimo za sebe. Ja. Gibanje je zelo pomembno. je zelo, zelo pomembno. To se strinjam. Mislim, ti se sploh ne zavedaš, ko boste starejši, boste videli, da je še bolj pomembno. Ja, ampak ne pa profesionalno, pa tako Ne, preveč, ne, ker absolutno to ne, absolutno vse ne. ima svoje meje, ne. Ja, jaz zelo rada kolesarim, pa ne bom Jaz rekla, tudi. no, ampak ne bom tako kolesarila 24 kot ti, ampak jaz kolesarim Ja, ne, ker 50 se to ni kilometrov, grem v Ljubljano, Škofja Loka pa nazaj, ali pa tam Šujice proti Polhogradcu. Ali pa po opravkih, ne, saj Ja, to to je- pa sploh vsak dan, na telovadbo grem s kolesom, na trg grem s kolesom. se to je bolj zdravo kot z avtom. Ja. On pa tega ne dela. No, to pa jaz tega ne delam, ne, jaz pa povsod grem z nekdo me mora peljati, ali grem z avtobusom, skratka s kolesom samo Kar je več kot 100 treniram, ne, kilometrov, ne. oziroma kar, Zakaj pa ne?
ne greš v trgovino s kolesom. Ja, ki grejo drugi v trgovino. Ne? A je drugi. Ja. Ja, pa če V greš pa na šolo- Landi, ali pa to greš pa z avtobusom, ali z avtom. Tako. Ja, kamorkoli jaz, v bistvu vse, kar jaz delam tako s kolesom, je bolj kot ne posvečeno temu, da napredujem, ne nekmu cilju, Ja, tako no. čist življenjsko. No, mislim, ja, to si postavil cilj, da toliko in toliko moraš. Jaz pa tako, da uživam, da gledam naravo, da uživam. Ja, se jaz tudi občasno uživam. Ampak če imaš sobno kolo, to v bistvu ne vem, koliko lahko uživaš, razen to, da si postaviš cilj. To se strinjam, na začetku mogoče prvi mesec je zabaven, pa ne več. Ja, verjamem. Ja. No, sej tudi pretirane. Naprimer, enkrat sem šla iz Logatca v Izolo s kolesom. Zdaj imam električnega, prej sem par let, prej sem pa in nisem več, že bila kar v penziji, ko sem šla. Moram reči, da mi je tam pred Kozino, ni bilo problem planina pa ti klanci, to je vse, ker so lepo spalani, to ni tako strmo, tako da nisem imela težav, ampak potem izgleda, da je pa toliko sladkor padel tam pred Kozino, sem pa tisti bogi klanec kom izvozila. Tako da v Kozini sem morala nekaj pojesti, orenj, pa bo šlo naprej. Tako. Kadar cukor pade, pravijo, moraš kar poskrbeti za sebe. Ja, moraš že prej poskrbeti, da se to ne Jaz zgodi. sem imela tablice, tiste in suho sadje, zmlete, tiste bombice in tako naprej, ampak to ni. Pomagal mi je kruh, sir, kumarice, tako da tole, Ja, ker je, zanimivo, no, ampak Ja. mislim, tis mi ni nič pomagal. aha, Pa moram reči, ko smo šli na Finsko teč, mislim, tek na smučeh, in ko so postojanke na 10 kilometrov, v glavnem dajejo kisle kumarice, rozine, čaje, zelo malo takih zelo sladkih stvari, ne. Tudi za zajtrk dobiš bolj kaše pa tako naprej. Tako da že poznajo, kaj posamezniki ja, ne, počnejo. seveda poznajo, ne, se ne smeš samo cuker jesti, ker preobremenjujoče Ja. za želodec, ampak ja. Pa takoj naraste, pa spet pade, no, v glavnem. tako Torej, spet je. se gibate, ampak kaj pa zdaj z električnim kolesom, kako se vam to kaj zdi? Električno kolo, tako je, mislim, to vsak misli, saj to te kar samo poganja. Ne, če ti daš tam na eko, prvič je zelo težek, tam 20 kilogramov, in če daš na eko, Še več, še več, no, moje prav 20. In potem seveda enostavno, če daš na eko pa dekalano, se kar hudim matraš, tako da to ni tako enostavno. Pol pa rečeš, ne bom še dal takoj na turbo, bom še malo poskrbel, da bom se še malo potrudil, ampak na koncu vidiš, da pri teh letih, da moraš včasih tudi klance malo dvigniti elektriko. Ja, meni se zdi zelo lepo, da si vzameš, pa da je električno kolo v bistvu neke vrste motivacija, Ja, da veš, da boš vse zmogel speljati, ja, pa da hkrati pa da se gibaš. Ne? te gibaš se, gora se moraš, ne. Gibanje je, nekako se mi zdi, da kdor se giba, bo zelo, zelo dolgo časa ohranil sebe na najvišjem možnem nivoju, da bo Ja, pa tudi najlepše. meditiraš takrat, ko si v neki gibanju ali pa ko greš na rožnik, Ja. kar nekako meditiraš, se nekako sproščaš, energijo, kar črpaš iz gozda. Mislim, meni to zelo pomaga, no. Ja. In mislim, da tvoji babici ravno tako, ker ona je tudi stalen gost rožnika, ne. Ja. Nekako se mi zdi, da včasih kdo misli, da če se bo pa gibal, da bo to nekako škodovalo, da bo kakšen prevelik napor, da bo lahko zelo kakšna poškodba ali pa kaj. Ampak meni se zdi, da to nekako ni tako, ker po vseh izkušnjah, ki jih imaš, boš sam sebe zelo dobro poznal in potem s tem, da se gibaš, boš pa samo ohranil. To vse se svoje. upravičuje se na tak način, ker si jim ne ljub, pa išče izgovore. Ja, to To se je- strinjam, ker recimo to je- Simon, ne, je kar velik nekih takih, no, kar hudo poškodbo, no, ker v bistvu ga malo, no, zdaj ne vem, kako je s tem, ampak pač poškodba, ne, ampak on sebe dosti dobro pozna in še vedno ne bo nehal, ker v bistvu šport ti da to, da se Seveda. ne predaš Tudi oziroma prevečemu rehabilitiraš, če se potem gibaš, ne. Tako da veliko stvari, kaj sem tudi, jaz imela bolečine v ramenu, tako da nisem se mogla sploh počesati. In v bistvu sem mislila, zdaj moram pa mirovati, ne. Pa sem šla k fizioterapevtu
Pa je rekel, ja, nič me je namasiral, pa je rekel, veste kaj, ampak vi morate gibati, vi morate z elastiko delati te zadeve. Ja, mislim, kako mi je bilo hudo, kako mi je bilo težko. Moram reči, da po enem tednu dejansko se je popravilo. Drugače bi pa verjetno se kar par mesecev Ja. matrala s temi zadevami. Tako da je, upoštevam nasvete pametne in se zavedam, da ne smemo stagnirati, da moramo biti skozi v nekem aktivnem stanju. Ne pretiranem, ne, absolutno, to se strinjam. Mi ne moramo razne maratone, čeprav tudi zdaj sem brala, da je ena 80-letnica šla na ta triatlon, železni triatlon, kako se reče, na Havaju. Na Havaju. Ironman, ja. Aha. 80 let stara in vse naredila in sem rekla, pa to je nemogoče. 180 km, 160 Ja, kolesarila, 180, 108 kolesarila, 42 tek, pa 8 km plavanja. Ja, plavanje, čeprav je na začetku meni najtežje bi bilo. Ja, saj to tudi drugi pravijo, da jim je najtežje tako. No, to se pravi, da to je pa že za Pri 80 letih, to je kar uspeh. Ja, neverjetno, ja. To sem ravno danes prebrala. Potem ste pa tudi vi skozi svoje življenje bili marsikje, ne? Marsikaj ste prepotovali. Ja, to moram reči, da pa res mož je delal na fakulteti, pol je bil tudi eno leto v Ameriki, v Berkeleyju, kot strojnik je boste vedeli, Berkeley je znan za strojno fakulteto pa za medicino. Tam je tudi Einstein predaval, ne. Ja. Tako da tam je delal eno leto in pol, v bistvu, ko je pač bil v prosvetu oziroma na fakultetah, imel konference po celem svetu, se udeležil konference, predaval in seveda meni je bilo pa všeč, da sem še lahko zraven. Seveda svoje stroške sem pokrila, ampak veliko sveta sem pa videla. Tako da moram reči, da In je Slovenija najlepša za šport? Slovenija je meni najlepša. Imamo ene prijatelje, ravno tako iz fakultete iz Norveške, ki pravi, ki je velikokrat v Sloveniji in tudi ko sodeloval z mojim možem, je rekel, on je po celem svetu, on je pa znan atomski fizik in je po celem svetu še več potoval, ker je svetovljan, res poznana oseba in je rekel, nekaj pa moram povedati. Takoj za Norveško je Slovenija najlepša dežela na svetu. Res, res je. Rekel, ne morem, nikjer nisem se tako dobro počutil, tako lepo mi je bilo, ker ima rad hribe, hribi so, rad ima tudi te nižje Polhograjske Dolomite, na primer, pol je bil v Logarski dolini, tako da je veliko, no, tudi na Triglavo, tako da je zelo veliko bil v Sloveniji in da je pozna, da ni kar tako rekel, ne. Tako da smo pa lahko res ponosni. Je zelo lepo, tudi drugje je, no. Meni na primer je tudi San Francisco zelo lepo mesto, tam sem bila dolgo časa, bila sem lani, na primer mi je bil všeč Oman, ki pač je arabski svet, ampak urejen, čist, lepo. Tudi Uzbekistan. So take dežele, ki v bistvu niso tako popularne, kot je Amerika, Avstralija, Nova Zelandija. Pa najbolj je Španija, Francija v resnici glede potovanja. Ja, Španije smo imeli zelo veliko. Ja, smo bili v Andaluziji in severni del Španije, potem Madrid, Barcelona, Valencija, vse te zadeve. Ampak Španija Andaluzija mi je res všeč, se mi zdi tista prava Španija. Ker ti severni del je pa urejen, je pa mi ne deluje toliko špansko, že glasba. Oni imajo kitaro, ti imajo dude. Bolj irsko. Ja, bolj irsko, ja. Tako da je, ja, tudi Španija, drugače dežela je lepa, Italija je ravno tako lepa. Ker hodim še poleg tega, hodim na 3. univerzo, umetnostno zgodovino in pa potopisni zemljepis. In že tam pol veliko potujemo, na primer z umetnostno zgodovino, seveda pol potujemo največ Italiji, ker je to Italija največ teh znamenitosti, pol malo pa po evropskih mestih. Pri potopisnem zemljepisu pa potujemo preko predavanj.
ker profesorji iz filozofske fakultete grejo študenti in potem nam predstavijo ne tisto turistično deželo, ampak tako realno sliko dobiš v vsaki deželi. To mi je tudi neko veselje in pol tudi presodno, zdaj bi pa tle bi pa še šla, ali pa ne, no. Tako da tudi v Indiji sem bila, evo, sem bila tudi v Ašramu, tudi to sem doživela, tam sem bila skoraj en mesec, ja. Tako da vse moraš probati. In na duhovni plati in na fizični plati. Tako da To se strinjam, da je treba vse probati. Ja, moraš, iz športa. ja, moraš se hraniti z vsem, ja. Tako da nisem v športist, mora biti tudi kaj drugega. Imam pa 5 vnukov in so tudi pridni študentje. Ja. En pa še v osnovni šoli je 11 let star, tako da imamo tudi tako pestro, kot imate vi. Ja, se pa nas je enak. Ne? Ja, tako je, da drugemu dejansko se v pomoč, prijatelji in tudi, tudi se veselijo uspeha tega najmlajšega, ne. On se pa ukvarja z breakdanceom, pa je bil tudi državni prvak v svoji kategoriji, ne. Tako da je tudi ima neko veselje. Imam eno vnukinjo, ki ima že tudi rjav pas v karateju in zdaj mora čakati, samo so ji zdaj dovolili, ker je šele 17 let stara, mora čakati še 1 leto, da ji bojo dovolili izjemoma, da bo šla na črn pas, ne. Ker drugače moraš biti 21 let star. Aha. Tako da je kar športna familija, no. Ena je bila pa tako in tako v državnem reprezentanci, tako rečeno, v atletiki. Tako da, mislim, mladinski, ne. Katera disciplina pa? Trioskok. In se je poškodovala kilovo peto. Ampak je tudi sama ugotovila, saj to moraš biti tudi dovolj zrel, da ugotoviš, da lahko se še ne vem kako trudiš, ne, saj je imela ambicije, saj je državna prvakinja bila, ampak rekla, kaj če me to državna prvakinja, če pa vidim, da več kot 13 metrov ne morem skočiti, ne. Rekla, na svetovnih prvenstvih pa tako naprej, ali po olimpijadi, tam 15 do 16. In rekla, jaz se lahko še ne vem koliko matram, verjetno bi napredovala, ker si starejši tudi napreduješ malo. Ampak je rekla, pa si bom zdravje, sem že vse poškodbe imam, da nisem dobila. Po drugi strani pa tudi študira matematiko, pa računalništvo, to je pa zahteven študij. In je prvoletnik nekako študirala in to je vsak dan trening. Po študiju, poldne, trening pride zvečer, sem pade v poslu, in je videla, da je to res prenaporno, ker je pa tudi toliko ambiciozna, da hoče vse izpite imeti redno in naredi, tako da ona je pa 22 let stara. Tako da imamo vse v naši familiji. Tudi glasbenike imamo, ampak ne take dobre, kot ste vi ti. Igraš kakšen inštrument? Nekoč sem ga. Kaj si pa igral? Kitaro. Pa še kaj igraš? Zdaj ne več. Pa če bi mi imeli, drugo leto imamo mi 10. obletnico obstoja naše skupine, Koseški bajer, in moramo imeti seveda zjutraj telovadbo, povabimo še druge skupine, na primer Dravlje, pa verjetno Šiško, pa še vodstvo šole zdravja. Pa smo rekli, da bi radi imeli tudi en takšen glasbeni prispevek. Pa smo rekli, saj pa Frančka ima pa veliko svojih vnukov, pa to, ko so glasbeniki, bi pa malo izkoristili to. No, jaz nisem da prav naslov za to. Jaz sem tudi ne. Garantiram, da ne bom igral. Ne, ni veselja do tega. Ampak oče pa igra. On pa ima Bomo pa veselje s njega tem. prosili. Lahko njega prosim, mogoče. On ima tudi sicer zdaj veliko dela, ampak on pa z veseljem igra kitaro. Saj tako da- tako, to bi bilo samo 15 minut zjutraj, to, da malo popestriš, da je malo drugače, kot običajno je to praznovanje. Smo pa ponosni, da smo toliko vztrajni in da toliko časa že delamo. Seveda tudi proslavljamo vse rojstne dneve, tudi gremo včasih na kakšne izlete. Smo šli, zdaj nazadnje smo bili na Jezerskem, bili smo tudi v Trbovljah, smo si Rudnik ogledali, smo bili v Radovljici, ampak to vedno pod strokovnim vodstvom
mislim, tisti vodičev, pač kraje, kjer ga obiskujemo. Ta center, informativni center, turistični informativni center nam poskrbi in nas vodi, tako da tudi malo se v tej smeri izobražujemo, spoznavamo Slovenijo. Zdaj bi šli radi, bomo šli z vlakom iz Ljubljane, Bled in Nova Gorica, ker imajo željo, da se bojo vozili z tem vlakom, ne starinski vlak, modernovalni vlak, ampak ta trasa je zelo, zelo lepa, slikovita in so izrazili željo, tako da to bomo šli v novembru. Ker zdaj nekaj popravljajo in ne moremo v oktobru iti. Tako, vse se dogaja, vidite. Mi imamo še zelo malo časa, Ja. ampak me pa še ena stvar zanima, glede vaših potovanj. Potovanj. Ja. Jaz mislim, kaj sem po poklicu. No, lahko tudi to povem. Po poklicu sem diplomiran sociolog, kadrovsko-organizacijski, torej FDV sem končala. Delala sem pa veliko v gospodarstvu in v družbeni, v upravi. Nazadnje sem pa na FDV-ju bila zaposlena. To je to. Moram reči, da najbolj sem delala, zelo veliko sem delala v eni firmi MP dolg časa, ki je imela 10.000 skoraj zaposlenih in veliko dela v Iraku, tako da sem tudi potovala. Drugače pa, največ sem pa delala na Zavodu za zaposlovanje, čeprav pravijo, državna uprava, tam povsem sedijo. Moram pa reči, da sem po 10-12 ur delala. Tako da ni tako, kot govorijo. Vzad so dejansko sprejema vlada določene ukrepe in to je treba čez noč sprejemati in se potem organizirati. In tisto je bilo pa res zelo zahtevna služba. Jaz sem pokrivala pomočnica direktorja za kadrovsko, splošne in pravne zadeve, pa 700-800 zaposlenih. To je bilo za celo Slovenijo, to ni bilo samo Parmova, ker vi poznate samo Parmovo, ne. In je, moram reči, kolektiv je bil pa tak, da kljub temu, da je pretežno ženska populacija, smo se izredno dobro razumeli. Nismo imeli nobenih konfliktov. Zdaj moram reči, da na FDV-ju ni bilo tako. To je pa res sreča, no, tudi od vodstva. Potovanje, ja, potovanje, kje vse sem bila. V Avstraliji, Aziji, Tajska, Malezija, Indonezija, Filipini sem bila letos, no, pa na Japonskem, ker sin je na Japonskem, on pa dela podoktorski študij in doktoriral na Japonskem, na univerzi v Osaki in je v bistvu zelo mu je všeč, no, in verjetno so bili kar zadovoljni, ker so ga zdaj sprejeli še za podoktorski. In to je ena boljših univerz, mislim, da je 3. na Japonskem in 8. v svetu. Je zelo taka priznana univerza, ne. Pač univerze veste, kaj upoštevajo, da je dobra univerza. Koliko je Nobelovih nagrajencev izhaja iz univerze, ne. Koliko je Nobelovih nagrajencev? Ja. To je, ja. In zato ima Amerika, ker ima veliko ekonomistov, zato je ona ima kar dosti kvalitetnih univerz, ne. Tako je to, ja. Kaj pa na Himalaji? To me je najbolj zanimalo. No, to pa je mami rekla, ampak jaz pa nisem bila na Himalajih. To je ona je, Majda je bila, jaz nisem bila na Himalajih. To pa moram reči, veste kaj, jaz imam rada hribe, ampak nisem pa, meni gre že tako, ko sem že šla na Grintovec, sem že imela kar težave. Nisem tako, imam rada bolj te polhograjske Hribovja. Ja, hribovja, no, veš. Tako sem pa mojstrovka pa to, mislim, eni uživajo v tem, moj mož je pa drug, ne, on pa. Mogoče bi še z njim naredili en pogovor. On je pa drug, on je pa dejansko, jaz uživam v morju, v naravi, v hribovitem svetu, on pa planine, gore, matranje, on je tudi šel na ne triatlon, ampak kaj že imamo jutri? Jutri v Ljubljani. Maraton, ja. Maraton na Jungfrau je šel 2-krat ali 3-krat. Pol vase Lopat.
tek na smučeh, 90 km, Švedska, pol Finska še 8-krat, 444 km. Tako da z njim bi bilo sigurno boljše se pogovarjati o tej smeri. Boljše ne vem, druga tema, verjetno Ja, tudi tema. zanimiva. No, on je drugače je pa tudi akademik, tako da verjetno v strojništvu se ne boste pogovarjali. Čeprav bi se, verjetno jaz ne bom mogel videti te teme, če se bomo slučajno dobili. Tako da lahko pa tudi, ne, ampak čeprav on pravi, da on po duši ni pravi strojnik. Da ni pravi strojnik. Zato je šel pol na inštitutu na univerzo, ki je imel prenos znanja iz fakultet na gospodarstvo ali pa mednarodne projekte. Zelo rad je delal na mednarodnih projektih, ker pol, ko so ga ljudje poznali, Holandci in Norvežani, pa to so ga avtomatično kar klicali in ni imel problemov z pridobivanjem projektov, ne, tako da je kar šlo, Tako gre. ko gre. No, najlepša hvala še enkrat, da ste si Prosim. vzeli čas. Mi bomo pa mogli začeti pospravljati, tako da ostal del pogovora Ja. ne bo. Jaz upam, da sem vam kaj povedala, no. Ja. No, a iz Himalaje je pa bila Majda, jaz nisem Kaj boš bila. ti za sem naredil? Strano popravljati, da se vidimo na torek.